V studiu pozdravljava predsednika SDS-a Janeza Janšo in predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Janša, slišali smo predsednika vlade, izrazil optimizem, upa tudi na drugi mandat, pravi, da tudi glede drastičnega padca podpore tako stranki kot vladi ocenjuje, da so edina prava anketa zgolj prihodnje volitve. Kako komentirate njegov optimizem? No, pač optimizem je vedno v redu, ne. Drugo je, koliko temelji na realnih ocenah in na realnem stanju. Zdaj, midva sva poslušala to soočenje oziroma odgovarjanje predsednika vlade na ta vprašanja. Zdaj, nekatere stvari držijo, nekatere očitno ne držijo. Predvsem pa se je videla ena taka, iz celega pogovora, neka taka nemoč, ne, nad situacijo. Vse se da objektivno razložiti, nič bolj se ni dalo narediti, zdaj, kar pač pomeni za nekega nevtralnega gledalca, ki malo bolj zna ocenjevati situacijo, v kateri smo, da pač orkester igra dalje. Vi ste že pred nekaj tedni dejali, da menite, da bo prihodnje leto vendarle tudi leto političnih sprememb. Sicer ne neposredno z prihajajočimi morebiti novimi državnozborskimi volitvami, pa vendarle vsaj z nekakšnim poizkusom menjave predsednika vlade. Ja, jaz sem na začetku tega leta dejal, da bo to leto zarečenega kruha in ga je bilo ogromno, ne. Doživeli smo celo to, da predsednik vlade, ki je prej prisegel na veliko vlado, je sam predlagal potem zmanjšanje te vlade. Pa danes smo slišali, da pa mogoče se da tudi z veliko vlado še boljš narediti, ne vem, kaj bo jutri. Skratka, tega je bilo letos veliko, drugo leto pa bo leto streznitve. Stvari pač gredo po nekem svojem toku. V Sloveniji smo že zdavnaj, ali pa so že zdavnaj zgradili poseben drugi tir za nove obraze. Tudi ta vlak pač pelje po njem, tako da so stvari v veliki meri predvidljive. In naslednje leto nas čakajo v vsakem primeru volitve v Evropski parlament, kar bodo, če ne bo prej prišlo do kakih rekonstrukcij v sami vladi, neka prelomnica, po kateri se bodo stvari začele dogajati v koaliciji, in leto po evropskih volitvah bo prišlo do resnih sprememb. Gospod Tonin, se strinjate s takšno oceno? Vi ste, tudi vaša stranka pravi, nujne so čimprejšnje volitve, nujne so predčasne volitve, ne? Pa samo kot podvprašanje k temu bi še to dodala, ne, predsednik vlade je zanikal to, kar ste vi napisali, pravzaprav v pismu članom stranke, da so se oglašali pri vas poslanci Gibanja Svoboda z predlogi, da se zamenja predsednica državnega zbora, pa če mi lahko oboje odgovorite. V demokraciji je vedno tako, da najlažje politične krize razčiščujejo volitve, ali so to predčasne ali pa so redne, ampak za predčasne volitve je v Sloveniji potrebno odločitev predsednika vlade, da odstopi in da se ne poteguje za drugačno koalicijo, in potrebno je tudi večina v parlamentu, da se za takšne predčasne volitve odloči. Tako da naša ocena je, da bi bile koristne, so pa malo verjetne. To, kar je predsednik vlade govoril v oddaji pred tem, je bilo nekaj zelo spodbudnih stvari, nekaj pa tudi zelo zaskrbljujočih. Jaz sem vendarle vesel, da je predsednik vlade ugotovil, da ključen problem zdravstva ni denar, ampak samo upravljanje. To je, mislim, da je ključen podatek, ker v zadnjih letih je bilo vse na področju zdravstva zbrano ogromno denarja, veliko milijard, ampak kljub vsemu se je pa dostopnost ljudi, kako hitro pridejo do zdravnika, vendarle poslabševala. In kar pa skrbi je pa, da gre predsednik vlade kljub tej ugotovitvi po smeri, bi rekel, levice, ker je tudi vaša voditeljica ugotovila, da se je tudi pri zadnjem zakonu usmeril bolj v smer ali pa pot levice, kar pomeni, da se dodatno utrjuje to državno zdravstvo, ki pa je plansko, ki ni takšno, kot je morda v Avstriji in Nemčiji. To pa ni najbolj spodbudno. Napovedujejo tudi nove davke, kot ste slišali, na sladke pijače. Jaz mislim, da je bil ta mandat itak mandat dodatnih davkov, spremenjena dohodnina, pa davek na dobiček, pa lahko bi še naprej našteval. In jaz mislim, da to za poslovno okolje vsekakor ni spodbudno. Dobro, mogoče eno vprašanje v bistvu za oba, če lahko na kratko odgovorite. Ali tej vladi priznavate kaj dobrega? Ne vemo, ste opozicija, ste kritični, gospod Janša? No, zagotovo, tako kot vsaki v tej vladi, ni možno odrekati dobrih namenov pri nekaterih stvareh. Jaz verjamem, da so se recimo
lotili ali pa da so se želeli lotiti obnove po poplavi iskreno. Nisem videl ministra, kjer bi rekel, da ni pripravljen sodelovati in pomagati. Nekateri smo tudi srečali na terenu. Drugo vprašanje pa je, koliko je tukaj same operativnosti te vlade, da te dobre želje tudi uresniči. Sej tudi prej smo slišali predsednika vlade, ki je skušal pojasniti tudi te razlike, najprej pol milijarde ocenjene škode, potem 10 milijard. Tega se enostavno ne da pojasniti. Treba reči, zmotili smo se, tisti prvi dan je bilo vse. To je pa rekel, predsednik vlade, priznam, zmotili smo se, učim se, ni mi težko. Ja, seveda, ampak to je rekel nasplošno, potem pa je pri vseh konkretnih vprašanjih imel prav. Zdaj, mogoče največja ali pa točka, ki je bila najbolj značilna za ta opis izgube stika z realnostjo, je ta njegova trditev, da reforma zdravstva poteka. Zdaj, nekaj na to že gospod Tonin prej odgovoril, dejansko pa reforma ne poteka, poteka pot navzdol. In ravno danes ste poročali o tem, da zdravstvo napoveduje stavko, da so te ocene popolnoma diametralno različne. Vlada misli, da stvari gredo v pravo smer. Tisti, ki pa so bodisi, ki potrebujejo usluge zdravstvenega sistema, bodisi tisti, ki nudijo te usluge, pa to ocenjuje popolnoma drugače. Ta izguba stika z realnostjo je pa nevarna stvar. Zdaj vlada vztraja oziroma odgovarja, da gre za sistemske težave, ki seveda trajajo že vrsto mandatov. Ravno o zdravstvu govorimo, da je pa katastrofalno stanje v zdravstvu že nekaj desetletij. Zdi se, da nobena vlada, torej tudi vaša, gospod Janša, vendarle ni našla morebiti časa ali pa vendarle konec koncev tudi politične volje, da bi uredila recimo temu zdravstveni sistem po meri zdravnikov in bolnikov. Bolnikov predvsem. Eno je vedeti, kaj je treba narediti. Jaz mislim, da smo v našem mandatu vedeli, kaj je treba narediti. Drugo je imeti večino za to. Zdaj, mi smo imeli večino prejšnjega mandata, 38 glasov v parlamentu. Ta vlada ima 53 poslancev podpore. Plus še nekaj, ko gre za dobre stvari, ali pa celo podporo vseh, ko gre za dobre rešitve. Tretja stvar pa je manevrski prostor, da to narediš. V prejšnjem mandatu smo se ukvarjali z pandemijo. In ta zdravstveni sistem, ki so ga mnogi že odpisali, se je takrat izkazal. Ljudje so pa zdaj takrat na etični pogon. In Slovenija je nepripravljena na epidemijo, v bistvu čez ta vihar šla relativno dobro. Tudi zaradi tistih, ki jih zdaj ljudje iz te vladne koalicije opisujejo s precej, neprimernimi izrazi. Tako da jaz bi težko rekel, da znotraj tega samega sistema ni pripravljenosti na to, da se stvari izboljšajo. Res pa je, da je tukaj polno lobijev zadaj, ki to preprečuje, in zato, da se ta odpor zlomi, je potrebna resna večina v državnem zboru. Na začetku tega mandata se je pod ministrom Bešičem Lordanom zdelo obetavno, vse on je napovedoval, pa tudi z nami se je veliko pogovarjal o resničnem drugačnem zdravstvu, ki ga Slovenija ima ali pa ki ga je imela v zadnjih 10 letih. In ena izmed temeljnih stvari je bila sprememba tega mastodona ZZZS-ja, ki je upravljan na socialistični način, na skupščinski način, kjer sedi za neko mizo 45 ljudi, kjer imajo vsi pa nobeno odgovornost. In prvič, ko je minister hotel resno v ta ZZZS zarezati in ga začeti spremenjati, takrat so se prave težave za njega šele začele. Smo vsi bili to pripravljeni podpreti. Absolutno. Tukaj je imel veliko podporo strani opozicije in to bi dejansko spremenilo slovensko zdravstvo, da bi šli iz tega centralno-planskega v modern evropski, jaz govorim takšnega, kot ga imata Avstrija ali pa Nemčija, ne govorim o tistem čez lužo, ampak tukaj so se začeli prvi problemi. Minister je tudi napovedal in je delal prve korake v smeri digitalizacije, celo zakon se je pripravljal, tudi tega smo v pogovoru z njimi bili pripravljeni pogovarjati, ampak če danes pa pogledate rezultata, od tistega, ker je minister Bešič Loredan napovedoval, da bomo šli v smeri modernega evropskega zdravstva, smo danes v še bolj državnem zdravstvu, v smislu Venezuele, Kube in tako naprej. Tako da tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje je dobilo ZZZS. In takrat se spomnite, je bil velik prekršek,
da so neke zavarovalnice ustvarile 50 milijonov presežka, ki so ga itak investirali nazaj. Ne. Danes, ko je to prevzela država, je 140 milijonov evrov minusa. Jaz se sprašujem, kako. Tukaj je očitno tudi konceptualni spor med vami, ne, in med stališči, ki jih zastopa vlada. Vlada govori o lobijih znotraj zavarovalnic, ki v bistvu preprečujejo spremembe oziroma služijo na račun javnega zdravstva, ne, in zato zagovarja pač te spremembe. Zdaj pa mogoče razširila to vprašanje. Vi ste, prav Nova Slovenija, najbolj kritični tudi do, kot ste že povedali, davkov, novih prispevkov, skratka vsega tega, kar naj bi vlada in kar dejansko tudi sprejema, ne, ampak vlada pravi, ne, poplave pomenijo visoke stroške, ne, javna država pač stane, ne, in pravi, če smo Slovenci solidarni, zakaj ne bi tisti, ki imajo več, plačali več? Tukaj imate dva načina in dve možnosti, kako dobite davke. Eno je, da jih višate davčne stopnje in jih poskušate ljudi več pobrati. Drugo pa je, da ljudem pustite dihati, da ustvarjajo in več kot bodo ustvarjali, več bo tudi država davkov pobrala. In dokaz tega je, spomnite se, da je naša vlada znižala davčno obremenitev, ampak mi smo imeli rekordne proračunske prihodke. Mi smo na primer leta 2022 pobrali v državi vseh davkov in prispevkov za 21 milijard. To je, recimo, če to primerjamo z letom 2021, je to 10% več, ne? Če pa to primerjamo s predcovidnim letom 2019, je pa to 20% več. Torej se včasih z nižjimi davki, z bolj razumnimi davki ustvari več in tudi država pobere več. To je tista konceptualna razlika. Če pa pogledamo to vlado, pa vidimo, da ubere druge stvari, razmišlja samo, kje bo dodatno obdavčila. Danes so bile napovedane spet nove obdavčitve, recimo sladkih pijač, ampak se veste, ljudje niso neumni. Ljudje, če so davki pretirani, se potem začnejo spraševati, kako jih bodo zaobšli, kako bodo kakšno stvar brez računa naredili. In če ti pretiravaš z davki, potem imaš nasproten učinek. Zagotovo, ne, ampak tukaj je zmeraj to vprašanje, ne, nižji davki, manj države, manj javnega šolstva, manj zdravstva, ne, to ta konceptualna razlika, ne, med vami in niso povezani. Ni to tako enostavno. Z nižjimi davki, oziroma tako bom rekel, z razumnimi davki, ne, se da vedno pobrati več kot z nerazumnimi. Ravno zaradi tega, ker pač ljudje, davkoplačevalci, gospodarstvo pač logično ravna. Torej, cilj so razumni davki, ne, in pač razumni davki niso vedno enaki v vseh okoliščinah, se pa vedno da z neko logiko, z normalno pametjo, tudi socialnim dialogom seveda priti do tega ravnotežja. In ena največjih napak te vlade je bila, da je neko postopno zviševanje neto plač, ne, ki je temeljilo na razbremenitvi, ki smo jo s to mini reformo spravili skozi parlament v prejšnjem mandatu, zaustavilo. Ne. Je pa res, da so šli na volitve, ne, s tem so povedali, da bodo to naredili, ne, se pravi, da nekako volivcem ni to bilo problem. No, odvisno kjerim, ne. Zdaj srečujemo volivce, ki se zavedajo tega, da je bila to, kar je ta vlada naredila, velika napaka, takrat pred volitvom pa tega niso niti slišali. Eno vprašanje, ne, po poplavah je prišlo do nekega trenutka premirja v politiki, ne, vsi ste in dejansko ste sklenili nek pakt o nenapadanju, če lahko temu tako rečemo, ampak to zdaj je končano, ne, oziroma je bilo zelo hitro končano, ne, če smo čisto iskreni. Zakaj? Se to ni bil pakt o nenapadanju. Dogovor, da to je bilo pač razumno ravnanje Slovencev v katastrofi. Politično premirje se temu reče. Ja, pa sej, vsako drugačno ravnanje bi bilo neetično, tudi nespametno. Čeprav smo to recimo v času epidemije, ko smo bili mi na vladi, doživeli. Vsekakor, pač za dogovor pa za premirje sta vedno potrebna dva, ne, in v krizah pa v nekih težavah se pričakuje do vseh skupaj, da stopimo skupaj in to smo tudi naredili. In tudi prvi pogovori po teh poplavah so bili zelo optimistični v smislu, lejte, vse se bomo dogovorili, potem pa so stvari začele malo škripati v smislu tega, da eno je bilo na sestankih obljubljeno, da bomo vse stvari usklajevali, potem so pa predlogi prihajali čisto drugačni. In jaz mislim, da tudi na tej točki je potrebno razumeti opozicijo, da svoje nestrinjanje pove. Zdaj, pri tem zadnjem zakonu o obnovi nobenih slabih občutkov, ampak mi smo glasovali proti zaradi tega, ker so se povečevali davki v tem zakonu in ker se ni spremenilo upravljanje z vodami. Zdaj, če kaj, potem so te poplave dokazale,
da sedanji način upravljanja z vodotoki ni pravi. Mi smo predlagali, da se drugi red voda prenese iz države na občine. Rečeno je bilo, da to je pa dober predlog, ker ste vi bili na tistem sestanku, Ja. ker celo predsednik vlade Oboje ste rekel, predlagali, so bili da se za. prenese. predsednik vlade je rekel, da to je pa zelo smiselno, ampak dlje od tega nismo prišli. Če gremo zdaj malo na notranje politično dogajanje, ki ga seveda zaznamuje tudi nekak spor med vajnima strankama, torej opozicijskima strankama. Zdi se, da te konflikti vendarle trajajo že od začetka tega mandata. Zadnji v vrsti sporov je nastal zaradi predloga glede ustavnih sprememb, torej konkretno imenovanja sodnikov. Gospod Janša, predlagatelji opozarjajo na politizacijo sodne veje oblasti, če bo sodnike še naprej imenoval parlament. Zakaj novi rešitvi, da torej sodnike predlaga sodni svet, imenuje pa predsednica republike, nasprotujete? No, pač zaradi specifične situacije, v kateri Slovenija je, poleg tega ne drži, da je to neka svetovna norma. Zdaj po mednarodnih lestvicah, ki meri učinkovitost sodstva z vidika zaščite človekovih pravic in svoboščin državljanov, so na vrhu 3 države. To so Švedska, Danska in Norveška. Od teh 3 držav, mislim, da samo na Norveškem kralj na koncu imenuje sodnike, na Danskem in na Švedskem to stori parlament, enako je v Švici. Različne sisteme ima tudi Nemčija. V Nemčiji samo predsednik, mislim, da imenuje zvezne sodnike, drugače imenujejo na nižjih ravneh vlade zveznih držav. Zdaj ni neke formule, po kateri bi rekli, sodnike mora imenovati predsednik države ali kralj in tako naprej. Ni pa imperativ neodvisnost sodstva, ne? To pa. Ja, Oziroma čim manjšo, oziroma neopletanje politike. Jaz sem bil član prve ustavne komisije, ki je predlagala takrat še skupščini sprejem te ustave, in je bila dolga razprava o tem, kako urediti imenovanje sodnikov. Takratna opozicija, se pravi stranke, ki so nasledile nekdanjo partijo, so vztrajale na tem, da predsednik oziroma predsedstvo imenuje sodnike. Ta debata je šla dolgo časa naprej, dokler nekdo od članov ustavne komisije ni vprašal, kaj bo pol drugače, kot je bilo v Jugoslaviji. Takrat je pravzaprav isti človek to imenoval, in je pač personalna zasedba teh položajev takrat tudi vplivala na to. Predsedniku države, Janu Kučanu. Seveda, takrat je bil predsednik predsedstva gospod Kučan, je pač vplivala na takšno ureditev, ki jo imamo. Se je pa potem za ravnotežje temu, da parlament na koncu odloča, v ustavo dalo sodni svet, ker imajo pa sodniki večino. Tako da tukaj neko ravnotežje je in na koncu je parlament, ki še vedno v nekaterih primerih, mislim, da je bilo 6 ali 8 teh primerov, neprimerne sodnike lahko zavrne, lahko pa tudi marsikdo ni bil predlagan zaradi tega, ker se je bal javnosti postopka. Zdaj se pa postopek zapira. Sodni svet ne odloča na sejah, ki jih prenaša vaša televizija, predsednica to podpiše. In zdaj, če bo ta sprememba sprejeta, bo na koncu ljudstvo, v imenu katerega sodniki sodijo, izvedelo, kdo bo sodnik, potem, ko bo ime objavljeno v uradnem listu, tudi ko bo šlo za najvišje sodne funkcije. Gospod Tonin, vi te spremembe podpirate, tudi strani SDS-a ste bili deležni kritik, tudi v stilu tega, da ste nekako tiha podpora vladi. Ne, da jih podpiramo, mi smo jih predlagali, ker v osnovi je vladna koalicija predlagala zgolj prenos potrjevanja sodnikov iz parlamenta na predsednika. Mi smo pa tukaj pripravili celo vrsto amandmajev za temeljito reformo sodnega sveta. Zdaj moram reči za Novo Slovenijo, da mi smo absolutno nezadovoljni s stanjem sodstva v Sloveniji. Ljudje na pravico čakajo predolgo, celo raziskave so bile narejene znotraj sodstva, ker večina sodnikov ni zadovoljnih. In tukaj na tem mestu se lahko strinjam z gospodom Janšo, da na koncu je relativno vseeno, kdo te sodnike potrjuje oziroma notificira. Je to kralj, ali je to predsednik, ali je to državni zbor. Ključno je, kdo te sodnike predlaga. In zato smo mi rekli, da te ustavne spremembe so možne samo in zgolj ob resni reformi sodnega sveta. To pa ob taki reformi, da bo imela besedo tudi opozicija, torej da brez naših glasov, brez 2/3
članov sodnega sveta niti ne bomo mogli imenovati. In zdaj smo pripravili pred dokončnim sprejetjem še takšen amandma, da če do reforme sodnega sveta ne bo prišlo, se bo sodnike potreboval po starem, torej v državnem zboru. Konec novembra lani ste dejali, da je odgovor na vprašanje, ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil gospod Janša, ne. In pa še, da če bomo sodelovali v vladah, v katerih pa bo tudi SDS, pa da je odgovor da. Še vedno delite to mnenje in seveda zakaj? Mi smo šli v 30-letno zgodovino slovenskega parlamentarizma in smo ugotovili, da je bilo recimo 5 večinsko desnih vlad. Prva Peterletova, pa potem Bajukova, pa 3 od gospoda Janša. In pri vseh teh vladah smo imeli sami premalo glasov in vedno smo potrebovali tudi partnerja z druge strani. In jaz sem prepričan, da Slovenija ponovno znova potrebuje desno-sredinsko vlado, tudi zaradi okoliščin, v katerih smo se znašli. In jaz sem prepričan, če bo SDS naslednje volitve zmagala, da mi tam kar vidimo kar nekaj primernih kandidatov, ki bi jih lahko podprli kot predsednika vlade. Pa tudi gospoda Janše? To smo povedali. Gospod Janša, kako odgovarjate? Vi ste se oglasili takrat, rekli ste se, da ste se podobnih izjav že naposlušali od Ljudmile Novak, ki potem nikoli ni bila postavljena pred to dilemo, ker so jo prej odstavili in Matej Tonin se iz tega nič ni naučil. A še vztrajate pri tej izjavi, oziroma kako odgovarjate? No, gledajte, predvsem se treba zavedati dejstva, da se pač vlada sestavlja po volitvah, da po nekih normah mandat za sestavo vlade dobi stranka in predsednik stranke, ki je dobil največ na volitvah, in pač tisti, ki tega ne spoštuje temeljnih norm demokracije. In se zaradi tega ne sekiramo preveč, kar je gospod Tonin dejal. Bi pa na prejšnjo temo, ki je bistveno bolj pomembna, rekel še to, da je zdaj, ko se je ta razprava o načinu imenovanja sodnikov resno odprla in se oglašajo tudi strokovna imena s težo, prihaja do nekaterih predlogov, kjer bi lahko našli kak kompromis. Enega od takšnih predlogov, mislim, da je nedavno dal bivši ustavni sodnik gospod Dajzinger, češ da če se želi preprečiti, da ima neka navadna večina v parlamentu res škarje in platno v rokah pri imenovanju sodnikov, naj se pač predpiše dvotretjinska večina v parlamentu, pa potem bo potrebno iskati kompromis in bo zadeva transparentna, ker se bo še vedno o tem razpravljalo, ne bo pa možno sodnikov imenovati z navadno večino. Ja, vse to absolutno grejo stvari v tej smeri. Pri tem zakonu o sodnem svetu, ki bo potreboval dvotretjinsko večino, tudi zato so ustavne spremembe pomembne, da nas tukaj koalicija ne more obiti oziroma izigrati. In v tem zakonu o sodnem svetu bo potrebno napisati noter, kdo sploh je lahko član sodnega sveta, da mora biti zagotovljena javnost delovanja, da mora biti utemeljitve prepričljive, da mora biti tudi zagotovljena javnost glasovanja članov sodnega sveta. Skratka, da se nam ne more zdaj zgoditi, recimo, če pogledamo sedanjo situacijo, imamo 11 članov sodnega sveta, kjer ima Levica absoluten vpliv na vse. Oni zdaj odločajo o vseh 11 tako rekoč. In jaz ne vidim, kje je tukaj strah, da zdaj, ki bi pa vendarle naredili korak naprej, da bi bila stvar bolj pluralna, tudi bolj demokratična, bi pa lahko predstavljali neko nevarnost. Kaj kompromis se kaže? Zdaj, Novi Sloveniji ste očitali, da je sodelovala z vladno stranjo v zameno za nekatere kadrovske bombončke, medtem je Nova Slovenija vendarle izgubila tudi Dars, vemo, primer Valentina Hajdinjaka. Nova Slovenija prav tako pravi, da Komisijo za nadzor javnih financ vodi dobro in ga je trda opozicija. Ali vztrajate, da si je v bistvu Nova Slovenija neupravičeno prisvojila vodenje te komisije? No, samo lahko rečem, da če bi situacija obrnjena, če bi Slovenska demokratska stranka imela 7 ali 8 poslancev, Nova Slovenija pa 27, bi verjetno Nova Slovenija tudi vodila Komisijo za nadzor javnih financ, ker to po neki normi, ki je to pač najpomembnejši nadzorni organ opozicije, pripada stranki, ki je v opoziciji močnejša, če je pa 4-krat močnejša, pa sploh. Ta tema je zdaj že prežvečena, mislim, da vsi vemo, zakaj gre in ne bi izgubljal časa. Mogoče res ne, samo še vi Zakaj je gospod Tonin? Mislim, da tukaj nekaj dodati. Oba dva našega poslanca, tako gospod Vrtovec v KNF-ju kot gospod Žakelj prek Novsu, odlično opravljate svoje delo, vse lahko tudi vaši novinarji ali pa kolegi spremljajo, da seje, ki jih imajo, tresajo slovensko javnost, kar je tudi naloga teh dveh nadzornih komisij.
Zaplet na začetku je pa nastal zaradi tega, ker od treh teh pozicij SDS hotela vse, mi smo pa temu nasprotovali in to je vsa zgodba. Ampak bistveno je, da zdaj te komisije temeljito upravljajo delo, kar je njihova naloga. No, tukaj treba dodati, da v prejšnjem mandatu, ko smo bili tudi na začetku v opoziciji, smo se lepo zmenili in kljub temu, da je bilo razmerje sil med strankama podobno, je Nova Slovenija vodila nadzorno komisijo za nadzor tajnih služb, gospod Tonin je bil predsednik, mi pa smo vodili komisijo za nadzor javnih financ in smo bili pripravljeni na enak pristop tudi. Zadeva še odprta, ne? Pa če gremo morda na novo temo, ki se tudi vendar posredno ali pa neposredno dotika obeh strank, morda najprej za vas, gospod Janša, vseeno, veliko bo odvisno od odločitve Anžeta Logarja, ali bo šel na svoje ali ne. Izvršilni odbor vaše stranke je v začetku meseca ocenil, da po takratni seji poslanske skupine zdaj ni več nobenega dvoma, to je torej, da Anžet Logar ustanavlja svojo stranko. Zakaj ste v to tako prepričani? Zdaj, izvršilni odbor je to temo odprl, pa odprta je bila tudi na seji sveta, takrat, ko je gospod Logar odstopil zaradi izjave, ki jo gospod Logar dal v intervjuju za Planet TV, kjer je dejal, da se je za to, da bo kandidiral za predsednika države, odločil že eno leto potem, ko je bil minister. Da je to pač za nas, ki smo bili zraven, pomeni, da se je odločil eno leto prej, preden je nam sploh povedal, da je pripravljen kandidirati in je tudi obrazložil, da je takšne odločitve treba sprejemati pravočasno. No? In potem smo ga v razpravi vprašali, ali se je tudi zdaj že pač pravočasno odločil, da bo ustanovil stranko in pač po nekem daljšem pogovoru je bilo vsem jasno, da je ta odločitev padla. In Kako je on že vam povedal? Glede na to, ni rekel direktno, je pa bila cela poslanska skupina v tem pogovoru prepričana, da se bo to zgodilo. In potem je šla razprava naprej in smo ugotovili, da pač se je bilo pošteno, to smo tudi zapisali v stališče izvršilnega odbora, ki je bilo praktično soglasno sprejeto, da nekdo, ki je dobil mandat na listi neke stranke, ta mandat tudi dokonča na listi te stranke in se potem odloča o eventualni samostojni poti. Če pa to že ni možno in je neka druga odločitev padla, ki je seveda ni možno preprečiti, vsak poslanec je pač svoboden, kar se tega tiče po naši ustavi, potem je po volivcu pošteno, da se to pač pravočasno pove in da se ne ponovi situacija, s katero smo bili soočeni leta 2011, ker je gospod Virant ta teden predstavljal naš alternativni program za volitve, naslednji teden je pa ustanovil svojo stranko. Je nastala zmeda in kogarkoli si pol srečal do volitev, ga nisi mogel prepričati, da to ni neka igra, ker smo vsi zmenjeni in so šele potem, ko je gospod Virant ušel našo vlado, ljudje verjeli, da pač tukaj zadaj ni nekega dogovora. Želimo se izogniti tej situaciji, da dovolj časa vsem akterjem in tudi volivcem, da pač imajo pred sabo jasne karte in da ne nastane neka zmeda, ki jo bodo potem mnogi obžalovali. Ampak gospod Logar je te vaše pozive in poteze ocenil za čezmerne, nesorazmerne in vztraja pri tem, da odločitve vendarle še ni sprejel in da je 23 let zvesto služil stranki, očitno pa da v njej pogreša dialog. Glejte, sej, če gospod Logar tega ne bo naredil, se bo premislil, bomo vsi veseli. Če bo dokončal mandat, stranka bo zmagala na naslednjih volitvah, tudi kongres stranke bo lahko kandidiral za predsednika Slovenske demokratske stranke. Skratka, nobenih težav v zvezi s tem. Ampak, kot že rečeno, po tisti razpravi je bilo več ali manj jasno, da je odločitev padla. Poznamo tudi razprave, ki potekajo znotraj platforme sodelovanja, ki gredo v smer nastopa mogoče že na evropskih volitvah. Te evropske volitve bodo junija naslednje leto, to ni več neka zelo oddaljena prihodnost. In do volivcev je pošteno, da poznajo karte, ki so na mizi pravočasno. Boste na prihodnjem kongresu tudi vi še enkrat kandidirali za predsednika? Prihodnji kongres je še daleč in še nobeno odločitev ni padlo. Gospod Tonin, vodja vaših poslancev meni pa, da gre za dogovorjen scenarij. Gospod Cigler Kralj je to rekel v izjavi, sicer zelo previdno, da se ne more znebiti tega občutka. Tudi vi delite to mnenje, vsi v Novi Sloveniji? Mi smo veseli vsakega na desni sredini, ki se je pripravljen politično angažirati. In tukaj, če se je pripravljen gospod Logar angažirati, to vsekakor treba pozdraviti.
se bo mogel pa čim prej odločiti. Jaz mislim, da to cincanje škoduje vsem, ne samo v desni sredini, ampak tudi njemu osebno predvsem. Ali bo še naprej nadaljeval svojo pot v SDS-u, ali bo šel na svojo pot, ker se mi zdi, da stvari se lahko spreminjajo samo v parlamentu, ne z okroglimi mizami. Tukaj lahko spremenimo stvari. Danes je bila objavljena zanimiva anketa, mislim, da je Nina Media je naredila, prva taka za evropske volitve, kjer se je tudi pomerjal, kaj bi pomenil morebiten njegov nastop. In moram reči, da so stvari zanimive v tem smislu, da desna sredina tudi z Jožetom Logarjem ohranja približno isto podporo. Če seštejete odstotke SDS-a, Nove Slovenije in pa Jožeta Logarja, smo na tistem, kar imamo danes, ampak je pa zanimivo prestrukturiranje. Bi rekel, da če seštejete Logarjeve glasove pa naše glasove, imamo v tem desnosredinskem bloku večino. To pa je vsekakor spodbudno za prihodnjo prenovo slovenske desne sredine. Čeprav ankete tudi kažejo, da zelo posega pa ravno med vaše volivce. Verjetno to imate kakšne scenarije, kaj se bo zgodilo, če boste dobili v bistvu tekmeca na desnici. To drži. Jaz pravim, da gospod Logar predvsem ribari v desni sredini, ne gre, da bi iz drugega ribnika lovil, če se smem tako izraziti, in da nekaj pobere zagotovo tudi nam, nekaj SDS-om, ampak bistveno za prihodno prenovo desne sredine se mi pa zdi, da bomo imeli v bloku večino tistih, ki smo za sodelovanje in ki ne zanimajo predvsem prihodnost. Kako ste doživeli njegovo košarico potem, ko ste mu ponudili mesto v bistvu skupaj nastop na evropskih volitvah? Jaz sem verjel, da vsi delamo za zmago desne sredine in ta skupen nastop gospoda Logarja, nas in pa SLS-a bi zagotovo prispeval k temu, da bi bili v resni igri za zmago na evropskih volitvah. Zdaj, oni so zaradi njim znanih razlogov ocenili, da to v tem trenutku ni pravi pristop. Jaz lahko to samo sprejmem, ampak še enkrat, moj cilj je, da pridemo po naslednjih volitvah do desnosredinske vlade in vsak korak na poti do tja je pomemben. Gospod Janša, mnogi vendarle ocenjujejo, ugibajo, da gre za nekak usklajen nastop, dogovor med vama, češ da bi lahko s tem manevrom nekako bolj ulovili volivce na neki sredini, politični sredini. Glejte, situacija je realno natančno takšna, kot sem jo prej opisal. Kar se pa tiče te skepse, v to pa smo ta film že videli. Nimam ni drugega odgovora kot tega, da bo pač končni odgovor dala praksa. Jaz mislim, da je situacija takšna, da drobljenje sil ni dobrodošlo. Novi igralci se bodo pojavili, to, kar zdaj kažejo ankete, ni tisto, kar bodo kazali ankete pred volitvami. Tranzicijska levica bo spet ponudila nek nov obraz, ker se je ta hitro utrudil na tem drugem tiru. Zdaj, če še do danes temu ni verjel, če je poslušal ta pogovor s predsednikom vlade pred tem našim pogovorom, mu je najbrž jasno, da se to dogaja. In pač danes ankete merijo neko sliko, ki ni takšna, kakršna bo šla na volitve. Preden končamo ta sklop o strankarskem oziroma notranjem političnem dogajanju, še vprašanje za vas, gospod Tonin. Lojze Peterle je dobil v uporabo upravljanje, pravzaprav blagovno znamko SKD. Zdaj to seveda vzbuja številno vprašanje. Kaj to pomeni? Gospod Peterle, še član Nove Slovenije, je to nezaupnica Novi Sloveniji. Kako pravzaprav razumete ta, oziroma se postalo dogovor z vami, oziroma alternativo postavili? Vsekakor. Zelo lepo, pa koristno. Veste, da Lojze Peterle je sinonim za SKD, pa za krščanskega demokrata. Je bilo na nek način malo tragično ali pa malo nenavadno, da SLS te znamke SKD ni nikoli uporabljala, nikoli pa niso želeli predati nam. In zato sem jaz vesel, da je do tega dogovora zdaj pod tem vodstvom SLS-a prišlo, da Lojze Peterle lahko uporablja to znamko SKD, Slovenski krščanski demokrati. Dogovoren pa je, da bo on predvsem poskušal mobilizirati krščanske demokrate, da vendarle se aktivirajo, grejo na volitve in so družbeno aktivni. Skupaj z vašo stranko? Vsekakor. Je še kakšna možnost, da desne stranke kakorkoli skupaj nastopijo na evropskih volitvah, oziroma gospod Janša, kako bo SDS nastopila oziroma s kom bo nastopila na evropskih volitvah, če gre seveda, kar očitno gre sama? Pač nastop na evropskih volitvah, pa način nastopa narekuje volilni sistem za Evropski parlament. To je proporcionalni volilni sistem, z eno listo nastopiš v celi državi, ki je volilna in izvolilna enota.
In tle je smiselno zaradi sistema samega, da stranke oziroma liste, ki lahko same prestopijo prag, nastopijo samostojno. Tiste, ki pa ne morejo na to računati, pa bi se morali združiti, ker sicer samo pač dobijo določeno število glasov, v parlament ne pridejo, se pravi, gre za neko drobljenje znotraj recimo istega političnega pola in to ni dodana, ampak je to odvzeta vrednost. In prag za evropske volitve ni 4%, kot je za državni parlament, ampak je najmanj še enkrat višji. Dobro, ta opcija verjetno, če vas prav razumem, ostaja odprta, ne? Pa da se mogoče premaknemo, bom začela z vami. Kako ocenjujete ravnanje madžarskega predsednika? Prej je tudi kolegica spraševala premierja o tej potezi, se pravi Viktorja Orbana na zadnjem vrhu Evropske unije, kjer je v bistvu na nek način blokiral dodelitev finančne pomoči Ukrajini. No, pred tem sta pač potekali dve bitki, eno je bilo za to, da se da v Ukrajini začetek pristopnih pogajanj, to je Madžarska z nekim manevrom na koncu vseeno omogočila. Mislim, da je bilo to zelo... To je z dvorane, ne? Zelo, ja, pač lahko potrebno je soglasje, se pravi, lahko bi blokirali, pa niso. Pri denarju pa gre enostavno za to, da Evropska komisija zadržuje Madžarske 31 milijard evropskih sredstev. Kljub temu, da je Madžarska izpolnila večino teh zahtev, ki jih je Evropska komisija postavila. In seveda Madžarska zelo težko glasuje za to, da gre ta denar, ki ga oni ne dobijo, pa zdaj neki državi, ki niti še ni članica. Ne. Še posebej zaradi tega, ker jaz sem bil v Bruslju in sem to pač od blizu spremljal. Tudi sem sodeloval v nekaterih pogovorih na prošnjo prijateljev iz Ukrajine. Ker obstaja tudi možnost, mislim, da je prej predsednik vlade omenil, da se izven pač teh formalnih okvirov evropskega proračunskega načrtovanja zagotovijo dodatna sredstva strani držav članic Evropske unije. To je vedno možno. Še več, Madžarska je najavila, da če pa se gre po tem postopku, kjer ne bo nihče mogel reči, da gre v Ukrajini denar, ki sicer pripada Madžarski in je to doma težko braniti, so tudi oni pripravljeni prispevati dodatna sredstva za Ukrajino. Ampak vemo, zakaj so blokirana sredstva tako za Madžarsko in Poljsko, ne? Ja, ampak Vladavine prava. Zaradi kršitev načel, tako... Jaz mislim, da tukaj je samo še to, gledajte. Evropska komisija je, mislim, da dan pred Evropskim svetom javno objavila sporočilo, da je Madžarska izpolnila vse pogoje, kar se tiče zahtev glede vladavine prava. In da zaradi tega bo Evropska komisija sprostila 10 milijard. Madžarska je rekla, gledajte, to ste natančno enako sporočilo, je bilo dano tudi pred enim letom, pa nismo dobili še niti evra. Tako da, ko bo denar nakazan, bodo verjetno ravnali drugače. Ja, tukaj so vsi različno. No. Naša ocena je, da gospodu Orbanu ne bi smeli popuščati, predvsem pa ne bi smeli imati Evropske unije za talca. Če pogledate v neko geopolitičnem smislu, se nam smejijo in na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, kako nepraktično, kako težko sprejemamo politične odločitve in tukaj bo potrebno resno razmisliti in narediti, da je ta sistem odločanja zlasti v zunanji in varnostni politiki smiselen. Recimo, Ukrajina je naša pomembna partnerica. Jaz sem vesel, da je naša vlada od prvega dne podpirala Ukrajino z vsem srcem, pa z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki smo jih imeli. In tudi danes, ko peša podpora za Ukrajino po zahodnem svetu, se nam Putin seveda lahko smeji. On nima resnih volitev, nima neke kritične javnosti, ker jo Zahod ima in da je lahko tukaj meščepavanje. Je pa sporočilo zelo pomembno, če bomo v teh ključnih trenutkih Ukrajino pustili samo, potem je to zgolj nagovor Putinu, da če bo dovolj dolgo časa vztrajal, se kaj takšnega lahko tudi privošči pri baltskih državah ali kakršnih koli drugih. Tako da jaz sem prepričan, da bi tukaj morala Evropska unija ali pa 26 tistih, bom rekel, navednicah neproblematičnih, najdeti drugo pot. V bruselskih paketih se o teh stvarih veliko govorilo, da se na podlagi bilateralnih sporazumov da narediti poseben sklad in se na takšen način madžarsko blokado zaobide. Skratka, to nas dela navzven impotentne in smešne in proti temu bi se moral boriti. Še enemu tragičnemu konfliktu. No, lahko samo še dva stavka pač napravi, ker stvari niso tako preproste. No. Zdaj, kar se tiče Ukrajine,
je bilo moje ali pa naše stališče, to je bilo slovensko stališče od samega začetka, kot je rekel gospod Tonin, drugačno kot je bilo stališče Madžarske, je to popolnoma jasno. Ko gre pa za vladavino prava, pa gledajte, na Madžarskem ni, mislim, da ne samo, da ni noben opozicijski politik v zaporu, tudi nobenega sodnega postopka ni proti kakšnemu opozicijskemu politiku. Za razliko od tega, kar je naprimer v Španiji, ne? Pa Španija dobiva sredstva, ali kar je bilo v Sloveniji, pa je tudi Slovenija dobivala sredstva. Tako da v odnosu do Madžarske, deloma Poljske, motijo dvojna merila. Tudi to sporočilo Evropske komisije danes, da zdaj, ko je pa drugačna vlada na Poljskem, bodo pa sprostili vsa sredstva, brez tega, da bi se en sam zakon spremenil, kaže na to, da Evropska komisija v nekaterih primerih deluje politično in to je tisto, kar razgrajuje, ne pa gradi Evropsko unijo. Torej, še en konflikt, ki smo mu pričali v teh dneh, tragičen konflikt, seveda poteka v Gazi. Številni pravijo, da to, kar se sedaj dogaja v Gazi, je kršenje mednarodnega prava, saj so žrtve tisoči nedolžni civilisti. Tudi premier je danes v državnem zboru jasen, čemur smo danes priča, je prekoračitev pravice do samoobrambe. Kratek komentar. Mislim, da smo vsi za to mizo za mir, da ni enega človeka, ki bi si prizadeval za konflikt, seveda se pa treba vprašati, da si želimo zgolj začasen mir ali pa trajen mir. In dokler ima Hamas v svojih programih napisan uničenje druge države, je na nek način trajen mir težko zagotoviti. Zato jaz vidim kot priložnost za Slovenijo, da v naših odnosih nismo navijaški, ne za eno in ne za drugo smer, ampak predvsem, da podpiramo tiste institucije, tiste ljudi, ki si prizadevajo za resničen mir, to pa je, da se zavedajo, da bo ta mir, ko bosta ustanovljeni dve državi in da bosta te dve državi v miru sobivali, da ni prihodnost v uničenju nasprotnika, ampak da je prihodnost v sobivanju. In imate takšne posameznike na obeh dveh straneh. Nedavno se je javil eden izmed sinov voditeljev Hamasa, ki je bil zelo kritičen do Hamasa. Danes imate v Izraelu številne proteste, ki so kritični do Netanjahujeve vlade. Skratka, tukaj jaz mislim, da je tudi ta vojna morda dala neko podobno priložnost, kot je tista Jom-Kipurska 1973 leta, ker se je potem vendarle naredil mirovni sporazum z Egiptom, da morda tako na Zahodu, v Združenih državah Amerike, pa tudi v Evropi se krepi to spoznanje, da sta dve državi edina prava pot in za te dve države je pač potrebno podpreti sile, ki bosta te dve državi omogočile. Cena je visoka, ne tisoči otrok, ne. Ja, največja žrtev vsega tega konflikta so pa zagotovo palestinski in izraelski otroci. Oni imajo ukradeno prihodnost zaradi tega konflikta, ne. Kakšno vaše stališče, gospod Janša, do tega konflikta? Jaz mislim, da ni nikogar pri zdravi pameti, ki ne bi vnaprej vedel, kaj se bo zgodilo, če Hamas izvede takšen teroristični napad in pobije, muči, ugrabi stotine tisoče Izraelcev. Vse to se je dalo vnaprej predvideti in tisti, ki so Hamasu pomagali organizirati to akcijo in jo financirali, so natančno vedeli, kaj se bo zgodilo, da bo Izrael reagiral, da bodo umirali tudi nedolžni. In tukaj gre za dve stvari. Na eni strani je tukaj interes Irana, da se izogne izolaciji znotraj islamskega sveta, ker so mnoge islamske države začele normalizirati odnose z Izraelom. Po drugi strani je pa seveda tukaj zelo jasen interes Moskve, da težišče svetovne pozornosti umakne iz Ukrajine. In ta poteza je briljantno uspela slabim ljudem. Žrtve pa so seveda tudi Palestinci in to ne prvič, saj se to ni zgodilo prvič. Vedno 8.000 otrok je umrlo v teh spopadih, tako da eno je ta geopolitični vidik, eno pa humanitarni. Kateri primer je to tudi zelo? Se iz tega ne opravičujem, obratno. Tisti, ki je zasnoval to akcijo in sprožil celo to verigo, je natančno vedel, kaj se bo to zgodilo. In je zato, da opraviči, ubijanje v Ukrajini, ne bil pripravljen temu dodati še ubijanje v Izraelu in v Gazi. Čisto na rob temu, ker to ste napisali ob demonstracijah, ki so bile v Ljubljani, rekli ste, da naj se ljudi na obrežju X naj se zakonito oborožijo. Ta vaš zapis je sprožil seveda
velike reakcije opozorila, da orožje, mislim, ne vem, v Združenih državah Amerike je orožje dostopno, pa seveda to ne prispeva k manj ubojev, streljanja, manj nasilja. Ne? Lahko pojasnite to svojo izjavo, kaj ste morali? Mi nismo Združene države Amerike, orožje je še bolj dostopno v Švici, pa Švica ni država, ki si jo ne bi velikokrat postavili za zgled. Legalno oboroženo prebivalstvo je odgovorno prebivalstvo. Problem je vedno ilegalno orožje. In zdaj, jaz sem ta poziv dal pri polni zavesti, zavedajoč se, kakšno je stanje naših obrambnih sil in splošne obrambne odpornosti in kapacitete Slovenije, ki je bistveno nižja, kot pa je bila to pred 30 leti, v svetu, ki postaja podobno nevaren, kot je bil takrat. Sem zelo vesel, da je ta poziv slišal tudi predsednik Vrhovnega sodišča. To govorite v kontekstu migracij, seveda, ne? Kakšna je rešitev, kakšno rešitev bi zagovarjali na evropski ravni? Jaz ne govorim to samo v kontekstu migracij, čeprav ilegalne migracije so dejavnik velikega povečevanja varnostnega tveganja, kar vsi vemo. Je pa to samo eno od teh tveganj. Zdaj, nekaj dni nazaj smo slišali z vrha nemškega obrambnega ministrstva, da se naj Evropa pripravi na vojno konec tega desetletja. To ni izrekel nek analitik, to je izrekel nekdo, ki ima vpogled v to, kam se stvari gibljejo, in jaz mislim, da je morali to zelo resno vzeti, predvsem zaradi tega, da se vsi zavemo, da je ta nevarnost realna in naredimo vse, da do tega ne pride. Kratko vprašanje, je tu gospod Tonin, je Schengen mrtev? Potem vsem, kar vidimo. Tako je do tega. Posebej bi res rekel, da se mi zdi napačen pristop, da pozivamo ljudi k oboroževanju. Jaz sem prepričan, da to ne reši problemov. Jaz mislim, da je edina prava pot, da okrepimo tako kadrovsko, kot tudi za tehniko Slovensko vojsko in pa policijo. Sem vesel, da smo v našem skupnem času v vladi veliko postorili, tako v tehničnem smislu, kot tudi v kadrovskem. Po 10 letih so bile prvič pozitivne številke, ki so zdaj spet negativne. In to je tisti pristop, ki ga mora neka zrela država uberati, da predvsem krepimo uradne državne sile, to sta vojska in pa policija. Kar se pa tiče migracij, je pa tej vladi, pa tudi Evropi spodletelo. Tukaj je pa celo vrsto napačnih pristopov. Vlada je začela z poderanjem meje, ker je bilo povabilo dobesedno organizatorjem kriminalnih združb, da je pa zdaj Slovenija nekoliko bolj odprta. Poslanci Levice so se celo hvalili, da je na celotni balkanski poti slovenska policija najbolj prijazna. Jaz mislim, da to niso tista sporočila, ki bi pomagala pri obvladovanju migracij. Je pa treba to rešiti na evropski ravni in tukaj so strokovnjaki povedali dve zelo preproste rešitve. Prva je ta, da ko nekdo zaprosi za azil, mu je onemogočeno prosto gibanje, dokler se o tej stvari ne odloči. In druga stvar, da ko zaprosiš za azil v eni državi, potem ti to odzame pravico, da zaprosiš v vseh naslednjih. To bi bistveno zmanjšalo ta migrantski turizem in to je ena izmed stvari, ki jo mora Slovenija okrepiti in ki jo mora okrepiti tudi Evropska unija. Začasno bi Slovenija lahko veliko naredila, če bi ponovno aktivirali 37. člen zakona o obrambi in poslali Slovensko vojsko na meje. Bila je dobro sprejeta in naredila je dobre stvari. Samo še na migracije, potem pa bo še zadnja misel, ker se nam počasi čas izteka. Glejte, ko se je Slovenija osamosvajala in ko smo na novo gradili slovenske obrambne sile, smo imeli Slovenci, pa nas je bilo manj takrat živečih v Sloveniji, mislim, da 280 000 potencialne vojaške rezerve. V prejšnjem mandatu, ko je bil gospod Tonin obrambni minister, koliko rezerve ste imeli? Manj kot 2000. Tega ni možno ustvariti čez noč. Tudi s filmom ne. Tudi s filmom ne. Če do nečesa pride, bo naša rezerva, bodo gasilci pa lovci. Kot so bili tudi za 90. Ja, glejte, stvari niso tako preproste. Skrbeti za obrambo države ni zgolj sedeti na sestankih NATO. Ko gre za res, se moraš najprej zanesti NATO. Dobro. Naš čas je iztekel, jaz vaju prosim, gospod Tonin, gospod Janša, če lahko na kratko, če se da, samo poveste, kaj v političnem smislu pričakujete v prihodnjem letu. Nekaj smo že rekli na začetku, nestabilne razmere, morda volitve, morda kaj pričakujete, da se zgodilo. Tako.
Jaz si želim predvsem, da bi Slovenci lahko normalno živeli, ker Slovenci leta so pridni, od svojih rok znajo živeti in treba jim je zgolj pustiti, da dihajo, jih ne preveč davčno zategati in oni se bodo vedno znali, da so se po vseh bivših državah in se bodo tudi zdaj v Sloveniji, dajmo jim dihati, pa take sisteme, kot je zdravstveni sistem, pa šolski, ne, usposobiti na prav nivo in jaz mislim, da bo življenje v Sloveniji lahko čisto simpatično. Gospod Janša. Se je mogoče zvenelo paradoksalno, no, ampak jaz mislim, da to, kar se bo zelo verjetno poskušalo delati, se pravi neke rekonstrukcije, podaljševanje življenja sedanje izvršilne oblasti, ni prava rešitev. Ne. Tako da jaz si želim, da aktualna vlada vztraja do naslednjih volitev, ki bodo po mojem mnenju predčasne, in da se takrat na novo pomešajo karte. Ne. Vse tisto, kar bi se prej dogajalo, bi zgolj povečevalo nestabilnost, čas brez nekih pravih rešitev in na koncu prispevalo k temu, da bodo naše plače in pokojnine še manjše. Poleg tega pa seveda v prihodnjem letu vam, vsem, ki nas gledajo, želim veliko miru za praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, blagosloven vesel Božič. V naslednjem letu pa mogoče tudi kak pogovor, kjer ne bomo ločeno sedeli vlada po opoziciji, ampak kako mize, ker bomo skupaj. Z veseljem vas bomo povabili. Najlepša hvala obema, ker sta prišla v naš studio. Prosim. No, to je bil pogovor s predsednikom dveh opozicijskih strank, Janezom Janšo, SDS, in Matejem Toninom, Nova Slovenija. Naši pogovori s političnimi voditelji, v katerih smo govorili o rezultatih prejšnjega leta in izzivih prihodnjega, se tako končujejo. Hvala, če ste nas gledali in prijeten večer še naprej vam želimo v družbi naše televizije. Lahko noč.